V spomin na ustreljene talce. Najboljša Kranjska je, namesto jarka, prevozna cesta. Gledališka kavarna Sotočje. Aktivno za konec počitnic. Športni park v Smledniku. Poletni baletni seminar. Lepo pozdravljeni. 22. avgusta je minilo 75 let od grozovitega dogodka, ko je nacistični okupator v Smledniku ustrelil prve talce na tem koncu Slovenije. Ob tem je svet obkrožila ena najbolj znanih fotografij, fotografija Franca Seška iz Bukovice, ki ni pustil, da bi mu ob streljanju čez oči nataknili prevezo. Že v soboto dopoldne je Zveza združenj borcev za vrednote NOB Medvode organizirala proslavo, in to na istem mestu, kjer so padli talci in kjer so 10 let kasneje postavili spomenik, ki še danes služi v spomin in opomin. Po nemški okupaciji našega ozemlja se je hitro organiziralo partizansko uporniško gibanje, ki je želelo nacistične okupatorje oslabiti in izgnati iz našega ozemlja. Zatorej je tudi 22. avgusta 1941 rašiška četa nameravala izvesti atentat na višjega oficirja SS-a, a so po nesrečnem spletu okoliščin na mesto oficirja smrtno ranili baronico Lazarini. Ko je zato izvedela nacistična oblast, se je odločila, da bodo za kazen ustrelili 5 talcev iz okoliških vasi in s prikazom tega dogodka skušali prestrašiti in še bolj podjarmiti okoliško prebivalstvo. Otroci smo zvedavi in smo slišali med kolegi iz Preske, da kaj se je dogajalo. No, posebno je bilo pa šokantno to, da so iz Smlednika, ne samo Smlednika, iz Pirnič, tisti obvezni šolarji morali priti sem. Se je dobil poziv, da morajo gledati, kako ležijo tu ti pobiti ljudje, ti pobiti partizani. Sicer takrat so jih imenovali drugače, ne gošarji. Niso bili, ali pa še celo kakšne druge izraze so uporabljali. Nekaj dni so tu bili, so ležali, pobiti in nas niso dovolili, že starši niso dovolili, da gremo jih gledati, čeprav nas je mikalo, da bi tudi to videli, ne. V spomin na teh 5 junakov, ki je dalo svoje življenje za domovino, je bila organizirana proslava ob hrastu, kjer so jih nacistični okupatorji ustrelili. Njim v spomin je zapel tudi Smleški Žarek, ki jim je v čast odpel 4 partizanske pesmi. Med drugim se jim je prišla pokloniti tudi častna straža 1. brigade Slovenske vojske ter okoli 50 ljudi, ki še vedno ohranjajo spomin na te grozne čase. A v nezadovoljstvu organizatorja je bila med prisotnimi le peščica mladih. Škoda, ker ni teh mladih bilo danes prisotni. Lahko bi nekateri bili, saj domačini, pa so rajši, ne vem, kje drugod. Žal bojo teh pričevanj, to, kar zdaj jaz govorim, tega ne bojo več slišali. Ali pa ne vem, če bo kdaj kakšen učbenik, ali pa da bo kaj napisanega tako, na ta način, da bo razumljivo tudi tem mladim, kaj konkretno so danes, kakšno so bili takrat časi, ko se tu ni smelo slovensko govoriti, ker so nam spremenili tudi imena, krstna imena, potem rodbinska imena. Če se je le dalo, je recimo Janez je moral postati Johan ali pa kakšno drugo ime, ne, recimo Micka je bila Johana in tako dalje. In vas ni bila več tista, ki je bila, recimo Medvode niso bile več Medvode, ampak je bil Cvišenvasar. Že 13. leto zapored so se v hiši kulinarike v Sori pomerili proizvajalci najbolj pristnih in okusnih kranjskih klobas. Ocenjevala jih je strokovna komisija in pa seveda gosti. Letos je bil med ocenjevalci tudi ameriški Slovenec, ki v Clevelandu že 13 let organizira podobno tekmovanje. Mi smo preverili, kaj vse potrebuje zmagovalen okus in kdo je bil letos okronan za prvega v državi na tem področju. Že drugo leto zapored pa ocenjevanje ni bilo sestavni del večdnevnega festivala. Strokovna komisija je svoje delo opravila že v dopoldanskih urah, popoldan so bili na vrsti obiskovalci.
Hiša kulinarike v Sori je bila nabito polna in vsi so komaj čakali, da okusijo tisto pravo kranjsko klobaso. Med 16 vzorci, ki so bili šifrirani tako, da proizvajalec v času ocenjevanja ni bil znan, so morali izbrati najboljši okus. Torej, povejte, kakšen sistem ste ubrali pri ocenjevanju kranjske klobase? Ja, najprej sem šla v prostor, kar po vrsti sem šla najprej prva runda poskušnje, potem pa tiste, ki so boljše, bom šla še enkrat poskusiti. In do zdaj imate že kakšno konkurentko? Ne, še nisem prišla skozi. Kakšen je vaš sistem ocenjevanja? Za kakšno taktiko ste zadeli? Čisto laično, po lastnem okusu. Tako da nimaš kaj, malo pogledaš, vidiš vzorce, tako da čisto laično. Nimam nobenih strokovnih predznanj. In kakšna je za vas dobra kranjska klobasa? Ja, zanimivo vprašanje, ja. V bistvu so vse dobre, ampak ena bo pač izstopala, ne vem, po okusu, prave začimbe, prava maščoba, ne vem, to je težko povedati izmed 16. Strokovna komisija, ki ocenjevanje opravlja že vrsto let, je svoje delo opravila pred obiskovalci. Še vedno ocenjujemo najprej zunanjost, mora imeti pravo obliko, barvo, špilo, potem na hladnem prerezu, kakšen je mozaik, kakšna je barva, porazdelitev mesa in maščobe, potem pa seveda tudi pomemben del, ampak ne edini, okus, vonj in pa tekstura. Oče festivala, Franci Jezeršek, s ponosom pove, da že 13. leto zapored gostijo in organizirajo kulinarično tekmovanje pri njih v Sori. Torej, ko smo začenjali zaradi tega, ker smo hoteli slovenski javnosti povedati, da ni vse v čevapčičih, ampak da je tudi kranjska klobasa lahko živilo, s katerim zadovoljimo želje in potrebe gostov na veselicah. Na samem začetku v bistvu to ni bila kranjska klobasa, je bila enostavno klobasa. Kasneje je stvar dozorela, v uradnem listu je bil sprejet pravilnik o kranjski klobasi in tako je zgodba rastla. Letos je obiskovalce s svojim obiskom presenetil ameriški Slovenec Joe Valenčič, ki že 13 let podobno tekmovanje organizira v Clevelandu. Meni je zelo všeč, jaz vodim festival kranjskih klobas v Clevelandu v Severni Ameriki. Jaz sem predsednik od našega slovensko-ameriškega glasbenega muzeja, Muzej Polke, in že 13. bomo imeli ta festival sredi septembra in ljudje so res navdušeni, ne samo, ki so dobre klobase, ampak tudi dobra glasba za ples. Ste že poskusili klobase tukaj? Ja, sem si že izbral, moram zdaj voliti in bomo videli, kdo bo zmagal. Po preštetih glasovih ni bilo dvoma o dobitniku prestižnega naziva najboljša kranjska klobasa v Sloveniji. Zmagovalka torej, pričakovano že 9. leto zapored Arvajeva kranjska klobasa. Kaj letos pričakujete? Najboljše. Ste spremenili recept? Ne, to je skozi enako, skozi kvaliteta enaka ali od začetka do konca. 8krat smo že zmagali in pač mogoče pa tudi kakšen drug prvi biti, ne? A takole, kaj poskusite tudi klobase? Tudi, vse probamo. Vse probamo, degustiramo, pogledamo, kaj tudi drugih konkurence. Treba je, to je treba. Pravi, da si kranjsko klobaso še vedno z veseljem privošči vsak dan in da se je nikoli ne naveliča. Najbolj se prileže za večerjo, pomembna pa je tudi priprava. Z veliko ljubezni pravi, da je najboljša. V Gornji Radgoni je od 20. avgusta pa vse do danes potekal 54. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na sejmu se je predstavila tudi Zadružna zveza Slovenije in zadruge članice. Tradicionalen pa je bil tudi včerajšnji dan slovenskih zadružnikov, ko so podelili tudi priznanja za jubileje zadrugam in zaslužnim zadružnikom za trud in prizadevnost, ki vlagajo svoje delo že vrsto let, bodisi na kmetiji, v zadrugi ali širšem okolju. Letos je bil med nominiranci tudi Damjan Zore iz Pirnič. Več o tem prihodnjič, tokrat pa le odgovor na vprašanje, zakaj nominacija. Kmetijska zadruga Medvode je predlagala Damjana Zoreta za priznanje. Obrazložitev je najbolj preprosta. Ja, obrazložitev je preprosta in daljša, kot bi bilo za to izjavo. Ja, on je bil dvakrat izvoljen kot predsednik nadzornega odbora zadruge Medvode, član, zdajšnji aktualni član upravnega odbora, aktiven,
v vsakem pogledu prizadevan in vnet zagovornik zadružništva. Kot rečeno, kar nekaj gradbišč je odprtih po Medvodah. Eno takih pa še le bo. V prvih dneh meseca septembra bodo stroji zabrneli tudi na Golem Brdu. Po več let trajajočih prošnjah tamkajšnjih krajanov se je občina Medvode sama odločila, da bo speljala projekt, in sicer zaradi manjka financ v 2 fazah. V okviru že sklenjene pogodbe z Gorenjsko gradbeno družbo se bodo prebivalci, ki uporabljajo odsek od Slavkovega doma naprej, od oktobra dalje vozili po prvih 200 metrih asfalta. Če se bo projekt odvijal po načrtih, pa bodo preostalih 260 metrov do cerkve dokončali v naslednjem letu. Včeraj je župan občine Medvode povabil na sestanek pred pričetkom projekta predstavnike krajevne skupnosti Seničica Golo Brdo in lastnike objektov ob trasi ceste z namenom, da se seznanijo z načrtovanim potekom del. Ta se bodo začela 5. septembra in bodo trajala dober mesec dni. Izbrani izvajalec pa je Gorenjska gradbena družba d.d., ki bo prvi del projekta rekonstrukcije ceste in izgradnjo meteorne kanalizacije naredila za slabih 50.000 evrov. Lotili se bomo na način, da začnemo z odvodnavanjem, z izvedbo odvodnavanja. Začeli bomo verjetno spodaj in po končanem odvodnavanju sledi izvedba zgornjega ustroja, se pravi tamponskega sloja, drobljenca in pa asfalta. Cesta bo v času del, torej med 5. septembrom in 8. oktobrom, imela na območju gradbišča popolno zaporo, pri čemer bodo lastnikom omogočili dostop do njihovih objektov. Izjemoma bodo morali vozila pustiti pred zaporo, vendar bodo o tem pravočasno obveščeni. Pričakujemo, da bomo zaključili v pogodbenem roku, ki je 1 mesec. Kakšnih posebnih težav ne vidimo, razen kamnine, ki je tam vsa v 5. kategoriji, kar pomeni, da bo večino izkopa treba izvajati s pikiranjem, kar upočasni gradnjo, tudi povzroča hrup, prašenje, zaradi česar še zdaj upravičujemo in tudi prosimo za razumevanje krajane, ampak brez tega ne gre. A krajanov hrup ne skrbi. Na sredinem sestanku so izrazili predvsem veliko veselje nad dejstvom, da se bo sanacija ceste končno začela. Mnogo neprespanih noči ob močnejšem deževju ima za sabo gospa Mira Papler, saj je vsakokrat v strahu, da bo voda, ki priteče s hriba, vdrla v njeno klet. Iz vrha hriba od cerkve, radi tega, ker nimamo rešenega odvodnavanja, nimamo jaškov, razen samo enega, od vrha pa do mene. Ta voda dere po cesti najprej vrhen del, potem mimo mene do Slavkovega doma. In ta voda izkoplje po tej poti, ker je makadamska pot, to je krajevna, bivša kmečka pot, ki so kmetje snov vozili. In ta voda je tako močna, da skoplje kanale ali posredi poti tudi do 30-40 cm globoko. Včasih so potem sredi noči prijeli krampe, lopate in grablje v roke in odmetavali pesek stran, da jim voda ni pritekla v hišo. Zato si rešitve, ki bi jim prihranila strah pred vodo in delo ob deževju, močno želijo. Jaz sem gor 27 let, toliko let že čakam na to pot. Prispevke sem dala že 3-krat. Obljubljen sem imela že ne vem kolikrat, vsakih 10 let, ampak je še vedno tako, kot je. Verjamete, da se bo to sedaj v 2 letih rešilo? Zdaj sem pa dobila tako upajne, da bo to enkrat, da bom pa enkrat dočakala, da ne bo treba spet iz strahom to gledati, kako visoka je voda, ali bom zjutraj prišla od doma, ali ne bom prišla, a bom mogla, ali bom ostala v jarku.
Ja, tako. Na tokratnem sestanku so bili sicer nekateri krajani mnenja, da bi moral biti projekt zasnovan tako, da bi se najprej meteorna kanalizacija uredila po celotni trasi, saj bi to najbrž rešilo srž problema njihove ceste. Vendar jim je župan pojasnil, da bi si želel, da bi imel sogovornika o tej temi že pred letom dni in bi se morebiti potem projekta lotili nekoliko drugače. A žal pobud strani predstavnikov krajevne skupnosti Seničica Golobrdo niso dobili. Tudi na tokratnem sestanku članov sveta krajevne skupnosti ni bilo, nad čemer so razočaranje izrazili tako župan kot prisotni krajani. Načrtovana rekonstrukcija prvih 200 metrov ceste od Slavkovega doma navzgor se bo torej pričela 5. septembra. Izvajalci pa prosijo, da krajani sodelujejo z njimi, saj si želijo, da bi po koncu gradnje bili zadovoljni vsi uporabniki te ceste. V začetku meseca avgusta se je začela gradnja športnega parka v Smledniku. Novo pridobitev v krajevni skupnosti bo predstavljalo razširjeno košarkarsko igrišče ter igrišče za mali nogomet. Hkrati pa so pričeli s postavitvijo fitnesa na prostem. Občina je v začetku maja namreč v sodelovanju s krajevno skupnostjo Smlednik, ki je pripravila projektno dokumentacijo, uspešno kandidirala na razpisu Fundacije za šport. Začetek gradnje, ki je bil sicer predviden julija, se je zaradi usklajevanja in zbiranja dodatnih finančnih sredstev premaknilo za dobra 2 tedna. Gradnja se je začela slab mesec, dobrih 14 dni nazaj. Najprej so uredili preplastitev košarkarskega igrišča oziroma razširitev, potem so uredili, tako kot vidite, nogometno igrišče, ki je zdaj že tudi asfaltirano. Naredila se je grbina na sredini, ki bo služila bolj kot tribuna oziroma kot nek prostor za druženje. Pripravlja se je osnova za tlakovano pot, tako da stvari se premikajo naprej. Izvajalec zemeljskih del je podjetje Gradkop, ki v teh dneh zaključuje z izgradnjo nogometnega in pripravo košarkarskega igrišča. Zdaj sledi sigurno tlakovanje poti, potem ureditev te tribune z verjetno upamo, da z zasaditvijo trave in klopcami, betonsko nekako osnovo imamo željo narediti, potem okrog nogometnega igrišča bojo prišli stebri zabetonirani in mreža, zato da bo varovalo pred tem, da bi žoga šla na glavno cesto. Krajevna skupnost Smlednik je v času začetka gradnje dobila veliko podpore, tudi finančne, strani lokalne skupnosti. Imamo zelo veliko podporo lokalnih skupnosti, sploh nekaterih lokalnih podjetij, ker je zelo velika dodana vrednost projektu, sploh pri tem fitness delu, ki ga do zdaj še nisem več omenila, ampak bo nadgrajen glih zaradi tega, ker pač imamo podporo, ker nam pomagajo in ker so nekako videli vrednost v tem, kar delamo. Otvoritev športnega parka bo torej nekoliko kasneje, kot je bilo sprva predvideno. Če bo gradnja sedaj potekala po načrtih, pa bodo prvi športni navdušenci park lahko preizkusili v začetku oktobra. Še dober teden nas loči do začetka novega šolskega leta. V občini pa so v tem času osnovnošolcem ponudili pestro ponudbo dejavnosti. V Smledniku so že 11. po vrsti pripravili oratorij. Letošnji je potekal pod geslom Zdaj gre zares. Nekaj več kot 70 otrok je cel teden skozi kateheze in delavnice spoznavalo zgodbo tokratnega junaka Ostržka. Četrtič pa so v Mednem pripravili delavnice angleščine, s katerimi mladim ponujajo učenje jezika in osvojitev novega znanja. Velik poudarek dajo tudi spoznavanju novih kultur in prijateljev. Zgodba letošnjega oratorija, kot že rečeno, temelji na dobro znani zgodbi o Ostržku, po njej pa je povzeta tudi igra, ki jo animatorji vsak dan predstavijo otrokom. Poleg katehes in delavnic sledijo še velike igre, v katerih morajo otroci premagovati ovire in zbrati čim več točk. Za nas se začne animatorja ob 8, pridemo tukaj, se zberemo, imamo nek sestanek, pol približno traja pol ure, pol malo naredimo kakšne stvari, ki jih je še treba narediti. Do 9 se počasi otroci nakapljajo, imamo pol najprej molitev, igrca, potem kateheze, delavnice, kosilo, prej še molitev v cerkvi, pol je malo počitka in pa velike igre.
Mi smo jih obiskali v soboto, zadnji dan oratorija, ko se otroci skupaj z animatorji in starši zberejo na popoldanskem pikniku, tam pa tudi predstavijo, česa vse so se v tem tednu naučili. Vsako leto so najbolj navdušeni nad delavnicami, zato animatorji poskrbijo za čim bolj pestro izbiro le-teh. Letos jih je 11, pa tako zdaj že neka tradicija, da skušamo čim manj ustvarjalnih, oziroma tudi malo več takih, da otroke tudi nekaj naučimo. S tem smo imeli letos delavnico okoli sveta, kjer je bila vsak dan druga država, na zelo zanimiv način se je predstavljal. Spet so šli v Barko na slaščičarsko delavnico, poklici so bili, potem so delali te oveske iz kamna, ker je bilo pri otrocih zelo popularno, te nahrbtnike so si delali, pa barvanje na majica, plesna, kakšne so bile tako običajne, ki jih imamo že nekaj let, kakšne so bile pa tako res čisto nove. Na ruzakih smo dobili džins, pol smo pa ga izrisali, pol smo ga pa iz šabloni tako rezali, pol pa sešili tako skupaj, pa gumbke našili gor, pa nalepili gumbke, pa še mogoče malo teh pikapolonc ali pa mašenc. Pol smo pa še na ramence, pa ta zadržati. Veliko zanimanja med otroki je požela tudi delavnica, na kateri so izvajali kemijske poskuse. Ja, naredili smo, v en lonček smo dali milnice malo, pol smo pa, ne spomnim se, kaj smo še dali, ampak pol smo pa slamico noter tako pomešali malo, pol smo pa pihnali na mizo, malo polito z milnico, pa pol je tak balončki smo ostali. Najprej smo naredili izbruhe, ki smo v flaške imeli, smo pač ene mešanice naredili, pa smo dali kakšne žličke bikarbona v take vodne balončke in pol smo dali to na flašo in učiteljica je rekla 3-4 zdaj in smo mi to stresali in pol se je balon začel napihovati. Letos so imeli v Smledniku veliko srečo z vremenom, zato so izpeljali tudi otrokom najljubše vodne igre in orientacijski pohod. Vsako leto pa se trudijo tudi z novostmi. Ena takih je bil kaselc prijateljstva, v katerega so otroci odlagali anonimna sporočilca svojim prijateljem in animatorjem. Četrtič pa so v gasilskem domu v Mednu dekleta, sicer tudi članice prostovoljnega gasilskega društva, za otroke organizirale teden namenjen intenzivnemu učenju angleščine. Namen v bistvu je, da se otroci učijo angleščino, v bistvu da ponovijo za prihodnje leto to, kar so se učili v preteklem letu v takem domačem okolju. Poleg tega bolj suhoparnega učenja imamo pa tudi ful delavnic, tako različne goste, da se učijo še kulture, hobije, na Šmarno goro gremo. Se pa trudimo, da je vse tako res povezan z angleščino, da ena učiteljica ves čas samo v angleščini govori, da so res tako v tem okolju. Povpraševanje je bilo tako veliko, da so letos delavnice prvič izvedli kar v 2 terminih, oba so tudi zapolnili. Delavnice potekajo v 3 starostnih kategorijah, od mlajših osnovnošolcev do tistih, ki jih angleščina navdušuje tudi v srednji šoli. Velik poudarek je tudi na spoznavanju različnih kultur skozi angleščino in igro, zato je vsak dan drugačen prejšnjemu. V povprečju so jutranje delavnice bolj namenjene utrjevanju jezika, se pravi v moji nadaljevalni skupini delamo slovnico, v manjši se učijo recimo nove besede, izraze, berejo knjige, potem imamo malco, gremo vsi ven, smo zunaj 3/4 ure, se igrajo, tečejo, plezajo in pač jejo tako doma pripravljeno malco. Zelo sodelujemo tudi s kmeti, tako da vsaj malce so vedno lokalno pridelane. Potem je delavnica do kosila, mi imamo recimo zdaj predstavitev ene države, tudi v angleškem jeziku. Po kosilu je pa malo bolj, prosto. Včasih smo obe skupini skupaj, pogledamo kakšen film, danes imamo prvo pomoč, pa eno bejzbol igro bomo šli. Jutranji del torej namenijo bolj intenzivnemu učenju, saj so glave takrat še najbolj spočite in so otroci bolj dovzetni za novo znanje. V bistvu mi je zelo všeč, zato ker je recimo v šoli, ne moreš biti čistih, pa ko sediš, pa ko učitelji so jezni, če se kaj pogovarjaš, tukaj je pa zelo bolj veselo vzdušje, v bistvu je bolj tako, kaj igra, pa veliko se naučiš, pa še ponoviš pred šolo. Otroci in njihove učiteljice pravijo, da so tovrstne delavnice učenja jezika prijaznejše in bolj zanimive za otroke kot učenje v šolah, saj se skozi igro in nenehno konverzacijo v angleščini tudi več naučijo. Jaz sem mnenja, da se na ta način veliko več naučijo in pač se vidi, tudi
ko gledamo film, ga imamo z angleškimi podnapisi in ujamejo kakšno besedo in ko predstavljamo državo, se bodo naučili veliko novih izrazov pri tem. Tako da jaz mislim, da je to je en tak prikrit način, kako jim mi posredujemo pol kakšne nove stvari in se odnese. Pač sploh ne vejo, da se učijo in se učijo zraven. V Centru starejših Medvode dvakrat na teden v torek in četrtek dopoldne po 4 ure poteka program Aktiven dan za aktivno starost, ki ga organizira in izvaja Zavod Aktivna starost v sodelovanju s podjetjem Deos in fitness kliniko AS. S septembrom pa nameravajo program še razširiti, predvsem na zunanje uporabnike. In prav njim sta bila namenjena 2 dneva odprtih vrat. Program Aktiven dan za aktivno starost po domovih za starejše izvaja Zavod Aktivna starost v sodelovanju s podjetjem Deos in fitness kliniko, ki izvaja programe aktivne vadbe starejših. Na kakšnih predpostavkah temelji ta program in pa seveda s kakšnimi cilji se hočete oborožiti oziroma oborožiti vse te starejše občane? Žal ljudje pozabljajo, kako mišice zaspijo in kako vse manj mišic je aktivnih pri gibanju in na takšen način zgubljamo na motoriki. Ljudje postanejo vse bolj rigidni, neokretni, spotikajo se, problem je v tem, da potem nepokretnost pride prezgodaj. In z vajami, z individualnim pristopom se bomo borili proti temu in poskušali ohranjati vadeče čim dlje časa aktivne in s tem seveda tudi izboljšati kvaliteto življenja. Ste zadovoljni z tem odzivom? Je ta dan odprtih vrat dosegel tisti cilj, ki ste si ga zadali? Mislim, da je dosegel cilj, ki smo si ga zadali. Sedaj poteka zadeva 2. mesec in imamo že 2 skupini, kar pomeni, da je že veliko udeležencev. Na današnjem dnevu odprtih vrat jih je prišlo tudi 8 oseb, tako da razmišljamo, da bomo mogli še kakšno odpreti. Po kabelski televiziji sem videla, da je dan odprtih vrat. Sem rekla, grem pogledat, kako je tle v domu, pa ker še nikoli nisem bila v nobenem domu upokojencev, če bi mi kdaj bilo treba iti, da pač vem sploh, kaj me čaka. Zdaj so pa rekli za eno telovadbo in to se meni zdi zelo v redu. Sicer sem bolj boječka, nikoli nikamor ne grem, razen kar sprehode delam, ampak se imam namen udeležiti. Da sem malo med ljudmi, pa še telovadba mi bo sigurno dobro naredila. To, kar ste poskusili do sedaj, je bilo težko? Ne glih težko, ampak malo sem boječka, pa se kar malo tresem, pa mislim, a je to za mene ali ni za mene, ampak imam pa namen nadaljevati. Program Aktiven dan za aktivno starost sofinancira Zavod za aktivno starost, tako da uporabnik za en obisk, ki vključuje 4 ure aktivnosti pod strokovnim vodstvom, torej uvodno izobraževanje, aktivno vadbo, sprostitveno, kreativno in kognitivno delavnico ter kosilo, plača le 5,60 €, kar je manj kot stane uporabnika zgolj kosilo, ki mu ga pripeljejo iz centra na dom. Tisto vprašanje, ki ga največkrat zastavijo, mogoče sedaj, ko je dan odprtih vrat, mogoče že veste, kaj jih najbolj zanima? Cena? Po mojem druženje in pa aktivna vadba. Če so ljudje doma, se ne potrudijo, da bi naredili kaj za sebe. Ko pa pridejo k nam, pa so v to primorani in sodelujejo in vadijo in nekaj naredijo za sebe. Kar se tiče cene, je zelo ugodna, tako da na to nimajo pripomb. Medtem sta na dvorišču centra 2 že oblikovani skupini aktivnih starejših že izvajali ustaljen 4-urni program, ki poteka ob torkih in četrtkih. Najprej so se pogovorili, tokrat na temo visokega pritiska in dejavnikov tveganja, potem je sledila še individualna vadba ob strokovnem vodenju fitness trenerke, usposobljene prav za vadbo starejših. Po krajšem odmoru so sledile miselne, kreativne in sprostitvene aktivnosti pod vodstvom animatorja, zaključili pa so s kosilom in sproščenim pogovorom. Najprej se boste malo pogovorili, potem boste pa najbrž še kaj vadili, a ne? Ja, seveda, telovadba je, pa tako naprej. In vsak dan hodim na sprehode, dopoldan v levo stran na kavico, popoldan v drugo stran, hodim in to je prav. In se lepo počutim pri 86 letih. V Centru za starejše Medvode se je nastanil po ženini smrti novembra lansko leto. Bil sem iz revne družine, bajtari smo bili
In ko je oče umrl, sem mogel iti za pastirja v eni kmetiji, kjer je bila gostilna in trgovina. Pol je vojna začela, sem bil med partizani, se fejs prehladil, bil bolan po vojni in 2 leti po bolnicah. Pol 49 let me pa eden prav, a bi šel se učiti za kelnarja. Sem rekel, kako pa je to? Je rekel, vin boš nosil na mizo, ker sem tam v tej gostilni tudi to pomagal in sem šel v gostinstvo šolo, začel na Bledu, potem v hotelu Turist 30 let in medtem me je protokol najdel in sem bil natakar v strežni ekipi Titovi na Brdu pri Kranju, pa potem še Kučanovi strežni ekipi. In še sedaj, ko v centru praznujejo, pripravi pogrinke na mizah in postreže z rojstnodnevno torto. Če bo šlo vse po sreči, bo konec septembra vrata tudi uradno odprla gledališka kavarna javnega zavoda Sotočje. Tako naj bi se tudi kavarna imenovala in takšno ime nosi tudi gledališki abonma, za katerega so se v zavodu odločili kljub morda nekoliko slabšim izkušnjam iz preteklosti. Prvi v nizu 6 predstav bo priljubljeni muzikal Cvetje v jeseni. Načrt je bil, da bi bila dela v teh dneh že skorajda zaključena oziroma kavarna že opremljena, vendar pa, tako kot je bilo tudi pričakovano, je vsak poseg v staro dotrajano stavbo svojevrsten obrtniški in posledično tudi finančni izziv. Zaenkrat dela tukaj v avli potekajo po začrtani časovnici, res pa je, da se je tekom del pokazalo kar precej težav, glede na to, da je ta stavba res potrebna sanacije in s tem tudi dodatnih stroškov. Veseli smo, da je veliko medvoških podjetij nam priskočilo na pomoč s cenovno najugodnejšimi ponudbami, potem tudi svojo odzivnostjo, tako da res dela potekajo po planu. Praktično zdaj čakamo samo še pohištvo, to je naročeno preko podjetja Nox iz Italije, ampak tudi to je napovedano, da bo v drugi polovici septembra tukaj, tako da načrtujemo eno otvoritev, kjer bomo pokazali, kako bo ta kavarnica izgledala. Je pa tako, da kakšne večje izbire pri samem izgledu pravzaprav ni, glede na to, da smo hoteli obdržati obstoječa tla, teraco, šank tudi, da smo stroški tudi čim bolj minimalizirali. In če ste jih minimalizirali, kolikšen bo ta strošek? Ta strošek je zaenkrat približno za 3-krat presega začetne plane, ravno zaradi teh težav, ki sem jih že omenila, in pa tudi sočasne energetske sanacije, približno 70 000 evrov. Pri sami obnovi prostora je projektant sledil predvsem viziji, da je to prvenstveno avla kulturnega doma in šele nato kavarna, ki jo sicer nameravajo oddati v najem, da bo odprta vsak dan, v času kulturnih dogodkov pa bo namenjena pogostitvam. Kakšen je trend? Kako morajo biti opremljene kavarne oziroma kako morajo biti opremljene avle kulturnega doma? Glejte, tako bom rekel, trend je danes praktično vse. Kavarna je tako, lahko je trendovska, lahko manj trendovska, ampak kavarna enostavno mora biti dobra. To je to, ker noter stopiš, da te potegne, da vidiš eno vsebino, da se dobro počutiš. To bom pa rekel, da so pa stalne stvari pri kvalitetnem oblikovanju prostora, ne. Tako da dejansko, da ima svojo identiteto, da ima svoj značaj, to je najbolj bistveno, se mi zdi. Kavarne običajno dobijo tudi svoje ime, če bi ga vi izbrali za tole kavarno, bi ga izbrali kako? To pa moram reči, da nisem razmišljal. Pravzaprav se mi zdi Sotočje čist primerno ime. Dejansko bi bila celotna stavba potrebna obnove, vendar je gledališka kavarna tista, ki v tem trenutku najbolj sledi vsebinski ponudbi zavoda Sotočje. Glede na to, da se nam v letošnji jeseni in pa tudi spomladi obeta zelo pester program, ker po 8 letih ponovno začenjamo z abonmaji in uvod bo tak zelo dober, prvi muzikal, tak večji na Medvoških tleh, Cvetje v jeseni, ki bo edini potekal v športni dvorani Medvode. Naš zavod gre v to zgodbo zelo previdno, prav glede na slabe izkušnje iz preteklih let, tako da je finančna konstrukcija vzdržna. 3 predstave bodo odigrane v letošnjem letu in pa 3 v prihodnjem, kar se tiče finančne delitve.
Verjamemo, da je izbor zelo dober, verjamemo, da bo Cvetje v jeseni, ki sem že omenila, da bo v športni dvorani, se ga udeležilo čim več ljudi, dvorana jih bo sprejela 1200, ker gre za gledališko postavitev, kljub temu, da jih sama dvorana sprejme 2500, tako da gremo previdno, ampak verjamemo, da je izbor tako dober, da bo atraktiven za čim več občanov. Spomnimo, prav za voljo sicer atraktivnih in vendarle predragih predstav glede na število sedežev v dvorani Kulturnega doma Medvode je šlo Kulturno društvo Medvode pred leti celo v stečajni postopek. Ko se odločate za abonma in abonmajske predstave, kakšen moto ste imeli pri izboru le-teh? Moto pri izboru je bil tako, povabili smo gledališča, ki nekako niso v tem radiju, se pravi, so gledališča, profesionalna gledališča z malce dlje, se pravi Trst, Koper, Ptuj, tako da smo gledali na to, da mogoče večina gledalcev ni videla teh predstav. Če vas vprašam, takole imate izkušnje z abonmaji, je kakšen dober pokazatelj, kdaj bo dvorana polna? Glede na predstave, jaz mislim, da je izbor predstav zelo dober in ne dvomim v to, da ne bi bilo vseh predstav vredno ogleda in definitivno bodo polne. Vpis abonmaja bo potekal od 5. do 23. septembra. Cena, poleg prej omenjenega mjuzikla Cvetje v jeseni, še za 5 predstav je 49 evrov. Za dijake, študente in brezposelne pa 5 evrov manj. Ali bo abonma zaživel in dosegal pravi cilj? Ja, to pa bo najbrž skrb novega direktorja ali direktorice javnega zavoda Sotočje. Če bo tokratni razpis za delovno mesto, ki je bil v uradnem listu objavljen 5. avgusta in je odprt 30 dni, vendarle uspel. Zaenkrat kandidatur še ni. Kakšne kvalitete po vašem mora imeti direktor javnega zavoda Sotočje, glede na to, s kakšnimi deli vse se srečava? Ne vem, na kratko mogoče, poleg ogromno različnega znanja iz vseh 4 družbenih področij mora imeti tudi precej trdo kožo in pa mora biti predvsem dober organizator. Baletna šola Stevens je v tem tednu pripravila tradicionalni poletni baletni seminar, že 13. po vrsti. Tudi tokrat je bil izveden v 2 delih. V prvem so novo znanje osvajale učenke starosti od 11 do 13 let. Drugi del pa je bil pod vodstvom različnih mentorjev namenjen učencem od 14. do 22. leta starosti. Za baletno šolo Stevens je izvedba poletnega seminarja že stalnica, nad letošnjim je bilo povpraševanja toliko, da so ga izpeljali kar v plesni dvorani v Medvodah. V obeh terminih so beležili odličen obisk, v prvem se je seminarja udeležilo 16 deklet, v drugem pa 14 deklet in 6 fantov. Ja, zanimanje je in letos je še večje. Večinoma so naši učenci, tudi zaradi njih smo to naredili, ker 2 meseca je predolgo, sploh za rutino, ki jo imamo mi z našimi predstavami, tekmovanji in koncerti, ki ga imamo zdaj že takoj v septembru, treba kondicijo ohranjati. Držimo se klasičnega, to je kondicijski trening, ki si ga lahko med seminarjem prvošimo za 1 uro pa 15, tako da jih fajn našponamo, fajn se naskačejo, veliko novih stvari se lahko tako naučimo, predvsem mlajše, ki so v skupinah, lahko te velike malo pogledajo in je nekako lažje. Potem sledijo zelo špicopate, se pravi samo ogrevanje na špičke in potem naučijo se še eno od solo variacij, se pravi enega klasičnega baleta, se naučijo še solo variacijo, pa pridejo fantje, močni in naredijo duet, kar je pa naša specialiteta, no. Saj Endijova, eden redkih učiteljev, ki to poučuje in naši fantje letos smo ugotovili, da ogromno že znajo. Program vsako leto popestrijo z različnimi gosti, ki učencem predajajo svoje znanje. Za dekleta pa to zagotovo predstavlja veliko dodano vrednost. Čeprav na koncu zagotovijo, da iste stvari povejo. Sam ponovadi tako, ko pridejo iz drugih ust, je drugače, ne. Se pa vidi velika razlika iz šol, ki iz druge pridejo, ne. Kakšno znanje je deklet naših, pa zunanjih. Ali je to konzervatorij, Novo mesto, Maribor. Tako da tle pa pol naše punce v realnosti vidijo, kje so tudi one. Ne? Jaz imam velike izkušnje na odru, pač ko balerina. Ko pedagoginja nimam velika, ampak se jaz tudi zraven učim. Se učim pač učiti dekleta in poskušam najboljši način in najbolj
hitrejši, ker nimamo tudi toliko časa, ne, to je samo en teden eno skupino, en teden druga skupina. Tako da bi rekla, da obaj, in jaz in punce se skupaj nekaj učimo. Z začetkom novega šolskega leta se baletna šola Stevens iz Nakla seli v dvorano v Bitnje, kar jim bo omogočilo še bolj kvalitetne treninge in boljše rezultate. Olimpijske igre v Riu so končane. Ena zadnjih preizkušenj je bila tudi triatlon, kjer je nastopila Mateja Šimic. V konkurenci najboljših predstavnih iz celega sveta je s časom 2:02:28 osvojila 31. mesto. Pred tednom dni se je v Sofiji končal zelo močan badmintonski turnir za svetovno jakostno lestvico, kjer so nastopili tudi slovenski predstavniki. Precej pomlajena slovenska ekipa je presenetila, saj sta Miha Ivanič in Nika Arih v mešanih dvojicah izgubila šele v polfinalu proti Rusoma v 2 setih, 19:21 in 15:21, in tako osvojila 3. mesto v mešanih dvojicah. Ruska igralca sta v četrtfinalu izročila tudi druga 2 predstavnika badminton kluba Medvode, Miho Ivaniča in Petro Polanc. Na Bledu so smučarji tekači tekmovali v teku na tekaških rolkah. V disciplini duatlon so se odlično odrezali člani nordijskega društva Medvode. Nejc Šraj je med mlajšimi mladinci osvojil 3. mesto, med mlajšimi mladinkami pa je bila Špela Zorjan druga. Anže Gros je zmagal med starejšimi dečki, Zala Jenko pa je bila 3. med starejšimi deklicami. Medvoški policisti so v preteklem tednu obravnavali 3 prometne nesreče. V Medvodah se je zgodila zaradi izsiljevanja prednosti. Prišlo je tudi do telesne poškodbe ene osebe. V Sori je povzročitelj nesreče, katere razloga policisti niso navedli, pobegnil in ga še iščejo. Povzročitelje nesreče pa iščejo tudi v Smledniku, kjer je prišlo do nesreče na parkirišču. Kaznivi dejanji so obravnavali samo 2, obe sta se zgodili v Medvodah. Nekdo je zatajil denarnico, kar pomeni, da je prijavil tatvino, v resnici pa ni bila ukradena, nekdo pa je poskušal vlomiti v stanovanje, vendar mu to ni uspelo. Medvoški policisti še sporočajo, da so na območju občine Medvode odkrili vozilo, ki je bilo ukradeno na območju policijske postaje Brežice. Tako kot prejšnji teden vas še posebej opozarjamo, da se bliža prvi šolski dan, zato bodo policisti v sodelovanju z različnimi službami in organizacijami izvajali aktivnosti za večjo varnost otrok na poti v šolo. To seveda vključuje meritve hitrosti in ostale dejavnosti policije, ki lahko prehitre in nepazljive voznike udarijo po žepu. Seveda pa je najbolj pomembno, da poskrbite za to, da s svojo vožnjo ne ogrožate drugih udeležencev v prometu. Toliko v zadnji avgustovski informativni oddaji. Izkoristite lep poletni konec tedna, ki se nam obeta. Če ne drugače, pred nami je tradicionalna Zbiljska noč. Mi se vidimo ponovno prihodnji četrtek. Do takrat pa nasvidenje.